Se pravi, utrujen in stresen moški gotovo ni dober ljubimec. Tako kot ženska. No, tukaj se pa potem nekako Če se pa ujamemo, ne. najdeta Tukaj se pa najdeta oba, dva oba obnemogla zvečer v postelji. ja, tako, Ja, vsak se ja. ubriše nos v svoj robček in zaspita, a ne. Jutri bo boljše, Ja, ne, jutri bo pa boljši dan, ne. Ja, Ampak zdaj seveda tukaj ne bo. imamo pa žensko, ne, ki pa ima nožnico, ki pa ne rabi erekcije. Nožnica je skozi tam in lej, a ne. Tako, še Ja. orgazem lahko sfejka, on ga ne Lahko, more, a no, ne. vidiš, in tako je Ja. lažje, ampak problem ženske je to, da rabi biti res vse na mestu, vse tipi-topi, vse po predalčkih, da se lahko pač sprosti. S tem, da se zelo libido zmanjša, a ne. Libido je stvar možganov, se pravi, to neka možganska funkcija, nima veze z nožnico kot tako, ima pa veze skrb za nožnico oziroma to, kar večkrat poudarjam in tudi ti, da nožnica je eno orožje žensko, neki tempelj ženske, ki ga je treba tako tudi tretirati in negovati. In ko postaja suha nožnica, ko se pač te gube začenjajo zginevati, nožnica postaja bolj trda, rigidna, spolni odnosi lahko postanejo boleči, neprijetni, kar je dovoljšen razlog, da se izogiba temu. Rajši, lej, ne bova, ker me pač boli, a ne. Ampak pomoč tukaj je, pomoči je veliko, imamo lokalno terapijo, veliko raznih oblik lokalne terapije, hormonska, nehormonska, laserska, samo lotiti se je treba tega, a ne. Jaz opažam dostikrat pri svojem delu, da se ženske zavejo problema, celo predstavim ga: "Gospa, to je vaš problem in zato se izogibate spolnim odnosom," ampak ne želi rešitve. Tukaj je moment, a ne, se pravi, v bistvu ženska, ki zazna te težave in ima željo po spolnosti, kajti njen odnos v partnerski zvezi do partnerja je zelo dober in ga želi ohranjati in ve, da imajo vsaj nekoč spolnost pomenila veliko, a ne, je pripravljena priti s problemom, o njem govoriti vsaj z ginekologom, a ne, mogoče tudi s kakšnimi prijateljicami, malo razpravljati, videti, da v tem ni osamljena, a ne, in se potem seveda vrniti nazaj k strokovnjaku, ki pa seveda mora biti sposoben to ponuditi, razložiti, kaj se dogaja, da pač to ni nič neusodnega, nikakor, da ni sama v tem, ker bo verjetno že od svojih približno enako starih prijateljic vedela, ne, in seveda ponuditi rešitve, ki so in neboleče in ne vem kako, bi rekel, ekstremne, a ne. Je pa to še vedno tabu, a ne, tako kot je inkontinenca, kot je v bistvu še vedno menopavza, kot je marsikaj, a ne, se ženske ne želijo pogovarjati o tem oziroma niso tako voljne kot kakšnih receptih pa o otrocih pa o psih, a ne.